Oziroma veliko bolj si želimo reči ne kot ja. Tako, Ker nas življenje na splošno sili, da prevečkrat rečemo ja, kljub tako, temu, da v resnici mislimo, daj mi že enkrat mir, ne želim. tako. Povsem drži. Je pa tukaj še ena druga stvar, in sicer, če jaz v pogajanjih rečem ja, jaz to lahko doživljam kot nek commitment, ko se pravi kot Zavezo, neko zavezo. da me bo Tako, nekdo držal za tako, to, kar sem ravnokar rekla. In se izogibamo temu. tako, in temu se izogibamo. Medtem ko ne, ni pa nobena Tako, zaveza. Ne je pa ena od najbolj sproščujočih stvari. tako, tako. Zato torej, je dobra taktika, da vprašanja zastavljamo na način, da dobivamo ne in ne ja. Ne vedno, Ne vedno. ne vedno. Po zdravi kmečki pameti, bi jaz rekla. Lahko pa to zelo pripomore mogoče tudi v kakšni situaciji, kjer imamo občutek, da smo malo zašli v slepo ulico, a ne. In pa jasno to, kar verjetno tudi poslušalci tvojega podcasta vedo, odprta pa zaprta vprašanja in pa direktna, se pravi neposredna in posredna. Se pravi, posredna vprašanja vsebujejo majčkeno več empatije, medtem ko direktna so pa zelo tako, ne, na suh. Mojca, a je kak razlog oziroma, opazila sem, da si v tem najinem dosedanjem kratkem pogovoru relativno velikokrat izrekla moje ime. Zakaj? Okej. Upam, da te nisem spravila v stisko, Maja. Ne, nisi me spravila v stisko, Okej. mi je pa zanimivo, dovolj zanimivo, da sem si napisala vprašaj, Dobro, zakaj uporablja dobro. Ja, osebno naslavljanje. ja. Mogoče sem pretiravala, ne. Glede na to, da si ti to opazila, sem mogoče res pretiravala. Jaz sem opazila zato, ker Kris Vossa berem. Ampak Ampak bi želela, da okej. pojasniš, kako Ja. zelo je Ja. Zdaj, pomembno. če sogovornikovo ime, pa ne samo v pogajanjih, na splošno v pogovorih, predvsem pa v zahtevnih situacijah, uporabljamo z pravo mero pazljivosti, to pomeni, da bomo veliko lažje vzpostavili dober stik in ga tudi vzdrževali. Ker kaj to pomeni? To pomeni, da v tem primeru, Maja, ti si zame pomembna tudi kot oseba in ne samo kot poslovni partner. A smem samo še vprašati, da bo povsem jasno, uporaba imena je seveda primerna, ker se midve tikava, ker se poznava. Kaj pa, če bi bile midve v nekem poslovnem odnosu, denimo primer, gospa Erika na Tarči, ke je bilo tako zelo razvpito, a ne, nimaš ti kaj eni novinarki govoriti gospa Erika, ampak bi bila to gospa Žnidaršič, če že, a ne. Torej ime to je tudi sinonim za gospod oziroma gospa in priimek. A prav razumem? Ali je to iz ameriške, tendence ime je bolj pomembno? Zdaj, situacija je taka, da komunikacijski trendi grejo v bolj sproščeno, ne, manj formalno, bolj pristno, bi lahko temu rekli. Je pa res, da to ne more biti zlato pravilo. Zelo pomembno je, da vemo, koga imamo na drugi strani, kakšen odnos imamo z osebo na drugi strani in pa kakšnega odnosa si želimo. Plus tega je zelo pomembno, da tukaj upoštevamo tudi kulturno ozadje, ne. Imaš kulture, kjer, ne, zdaj, če bi jaz Maja, 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 ne glede na odnos, bi me čudno gledali, ne. Imaš pa potem seveda kulture, kjer je pa to celo zaželeno, in Američani so verjetno prvi na tem spisku, ne. Recimo za naš prostor mora že biti na odnosni ravni kar precej jasno, ali si ti Maja, gospa Maja, ali gospa Koršič, ali pa gospa Koršič Potočnik, ne. Če se midve v živo srečava prvič, bova verjetno začeli na bolj formalni ravni, potem bova pa že videli, kam ta odnos pelje, in se lahko dogovoriva drugače. Mimogrede, a ne, zapomniti si ime in priimek človeka, ker je res izredno neugodno, da si priimka nisi čisto dobro zapomnil, ime si, ker se zna, je povezano z določenimi nevšečnostmi. Tako da, če se le da, zapomniti oboje. Okej. Torej, ko bova vstopili v neki dialog, boš začela tako, da mi boš začela postavljati vprašanja.
To v meni sproži, seveda en odziv. Jaz bom Mhm. začela na ta vprašanja odgovarjati. Mhm. Kaj boš naredila potem? Se pravi, vprašanja so zagotovo najpomembnejši del integrativne pogajalske metode, harvardske pogajalske metode. Je pa res, da je treba tudi takrat, ko zastavljamo vprašanja, biti precej pazljiv. Ker zdaj, ne, če jaz, Maja, na tebe naslovim 3, 4 ali pa celo 5 vprašanj eno za drugim, zna pri tebi to vzbuditi nek občutek nelagodja, ne, kot da jaz od tebe mogoče preveč hočem. Se pravi, v takih primerih je zelo pomembno, da mi napovemo, kaj bomo naredili. Se pravi, v taki situaciji bi jaz rekla: Maja, a ti je okej, ker bi rada razumela, iz kje ti izhajaš, če ti zastavim ene par vprašanj, da dobim oziroma da dobiva skupaj najpomembnejše informacije in da bova videla, kako naprej. Se pravi, povejte, zakaj boste zastavljali vprašanja in kaj boste naredili s temi odgovori. To je zelo pomembno. Je pa tudi res, da če jaz, kar si verjetno želela izpostaviti, tebi zastavim vprašanje, lahko ti meni vrneš z Vprašanje. vprašanjem. A ne? Nekaj najslabšega si mislim je, zakaj te pa to zanima? Ja, Ampak okej. še Mislim, marsikaj to drugega. je, če pogledava, je to lahko povsem legitimno vprašanje, ne. Jaz mogoče lahko sprašujem po nečem, kar so, mogoče neki bolj občutljivi podatki, pogajalskega partnerja in me lahko upravičeno vpraša, zakaj vas pa to zanima. Ampak, ne, če vprašam jaz, pa če vprašaš ti, potem moja naloga je, da odgovorim, ne. Ne moremo, če bi jaz zdaj, ne, seveda zastavila še tretje vprašanje, potem, ne, bi to zelo slabo vplivalo na mojo, kredibilnost. Kaj pa, kadar smo v nelagodju, pač vsak od nas prav gotovo pozna nekaj ljudi, ki veliko sprašujejo, ampak nas ljudje pri tem spravijo v nelagodje. Ne počutimo se dobro, znajdemo se v situaciji, ko začnemo odgovarjati Ja. in odgovarjamo, in že takrat, ko odgovarjamo, rečem pa: "Šit, spet sem v tej zanki se znašla, spet odgovarjam, človek me pa gleda in sprašuje dalje." A je karkoli, kar lahko v takšnem primeru naredim? Jaz se s tem ne bi preveč obremenjevala. Namreč, če vas nekdo sprašuje in če vi odgovarjate, potem obstoji velika verjetnost, da se je v odnosu vzpostavila prava mera zaupanja. Kar pomeni, da vam ni težko postreči z dodatnimi informacijami, nimate namreč občutka, tako kot sva se pogovarjali prej, da nekdo z vami manipulira. Kaj pa, če imam ta občutek in vem, da so vprašanja namenjena točno temu, hkrati pa nimam dovolj ali poguma ali pa preprosto nisem tak človek, da bi rekla: "A lahko prosim nehaš, ni mi všeč, kar delaš," ali pa "prosim, nehaj." Okej. Kaj bi lahko naredila nazaj? V taki situaciji je zelo pomembno, da mi postavimo mejo, ne. Jaz se strinjam, Maja, s tabo, težko bomo rekli: "Zdaj pa prosim nehaj." Ne, sploh če smo recimo v nekih poslovnih pogajanjih, to ne bo šlo. In v tem primeru, to, kar bi jaz predlagala, je, da vrnemo žogico nazaj. A ne, tako kot sva se prej pogovarjali. Jaz tebe nekaj vprašam, ti rečeš: "Ja, to smo načrtovali za jesen," ne, pa jaz spet nekaj vprašam, tule pa lahko ti rečeš: "Oprostite, kaj pa mislite vi?" Ali pa: "Kaj pa se skriva za tem vašim vprašanjem?" Okej, zdaj bi pa jaz rada vas bolj razumela, a ne, kam greva s temi vprašanji. Zakaj ne? Okej. Seveda. Na neki način smo z vprašanji raziskali, teren, približno smo, s temi vprašanji ugotovili, zakaj človek razmišlja, kot razmišlja, kaj mu je pomembno. Kaj sledi Za vprašanje. za vprašanje? Za vprašanji, jasno sledi potem zbliževanje stališč. Je pa res, a ne, da če bomo dobro raziskali interese, bo ta zaključni del pogajanj nekako stekel sam od sebe, a ne. S tem zaključevanjem se nam najverjetneje ne bo treba prav, preveč ukvarjati,
Ne bomo se pretirano namreč ukvarjali z razreševanjem ugovorov. Zato, ker se bosta obe strani počutili dovolj videni, dovolj slišani. Mhm. Torej, če te prav razumem, z vprašanji dejansko začnemo razreševati tudi vse podtone, ki jih Ja, zaznamo. tako. In brez da to naslovimo kot zdaj pa dajmo to razrešiti, z vprašanji vodimo pogovor v smer, da se to začne razreševati samo od sebe. Tako, točno tako. Ker z vprašanji, ne, ti ubiješ dve muhi na en mah. Ena je, jaz želim tebe razumeti, to je odnos, in pa od tebe potrebujem informacije, da bom znala pomarančo, o kateri sva se prej pogovarjali, razdeliti v smislu oblikovanja skupne vrednosti. Tukaj je smisel vprašanj. Odnos pa informacije. Kako naj se človek obnaša, ko zastavlja vprašanje? Ton glasu, drža, Aha. kaj z rokami, Mhm. kako je z očmi, kam Mhm. se gleda. Mhm. To, kar se mi pri vprašanjih zdi kar precej pomembno, mogoče celo bolj za medosebno komunikacijo v zahtevnih situacijah, malo manj za pogajanja, je, da vprašanja ne zvenijo preveč obtožujoče, ne. Recimo, če bi sodelavca vprašali: "Zakaj si pa zamudil?" Bi to lahko pri sodelavcu sprožilo odpor, dobil bi namreč občutek, kot da se mora zagovarjati. Ne pojasnjevati, ampak zagovarjati, ne. Če pa jaz rečem: "Zakaj si pa zamudil?" Pa to pomeni, da mene res zanima, kaj se s tabo dogaja, da vidim, ali ti lahko na kakršenkoli način pridem naproti, ne. Se pravi, treba je paziti, ali gremo na koncu vprašanja z glasom gor ali gremo z glasom dol.